On je zelo naporen človek, razne zahteve ima, zelo slab smisel za humor ima. Tako da same težke stvari. Kdo je ta gospod, s katerim govori? VIP voditelj na Radiu Robin. Jaz ponavadi ponudim zdaj na začetku kavico našim vipovcem. Tebi smo jo že, ampak kot pravi Primorc, brez fete pršuta ne moramo nadaljevati. Veš kaj bom vzel en koš sirčiča? Sirčiča, zdaj smo v etri reči, da boš tudi meso vzel, ne? Ne bomo rekli, sem jih skosila. Sem jih skosila, pa sem čul, da si od deci črnega, ne? To pa ja. Deci črnega, tudi tu, malo šalamčka. Da si ti začel v drugih glasbenih vodah. Zdaj recimo te poslušamo takole. Na začetku je bilo pa nekaj takega. Bobnarsko linijo še znam, a nisi bil bobnar, ne? Tako poješ ti, ne? Ne, sem se prav naježil zdaj. Ja, evo. Kaj se je zgodilo? Si z boso nogo stopil na kakšno črepinijo? So te tepli kot trojka? Ja. Kaj se je dogajalo? Zdaj, eno stvar, ki je pomembna za jo poudariti, ne? Ravno to pesem smo posneli mi v Gorici. A res? Ja, v studiu Robin. Ja, to je tukaj. Ja, ampak ali ni bilo Studio Roset. Okej, dobro. Bom rekel, od tistega, ki je ustanovil Radio Robin od Aljoše. Tako, torej to so goriške primesi tudi v tem komadu. Tako. Prizura je verjetno bila malo daljša takrat, ali kako? Ne, sploh je bila frizura. Tako je. Veliko sodeluješ tudi z drugimi, naprimer s Hamom in Hamo. Kako je sodelovati z Rudijem, povej nam. Težko. Ne, hecam se. Z Rudijem je zelo simpel sodelovati. Super dečko je in rad ga imam. Kdo pa je bil pobudnik, da bi po dolgem času eno spila, kakor pravita v vajinem duetu? Mislim, da sem bil jaz. Komad napisal nekako z idejo, da bi ga z Rudijem skup izvajala. In zdaj pač to izkoriščava kot povod za najino skupno druženje. Tako, ampak dej pa mi recimo povej, kaj ti gre pri Rudiju najbolj na živce? Ajde, iskreno, Rudi je velik komplikator. To se pa ne hecam. Če rečeš, kaj če bi bila misa na sred odra, bo on se pol ure ukvarjal, kakšna bi bila ta misa in kje bi ta misa mogla stati. In devajo še malo premakniti in tako naprej. In tukaj zna mene obživce spraviti čas na kakšni tonski vaj. Ampak polka se pa sprijazne s pozicijo mise je pa super. Pa nimaš več občutka, da je komplikator. Kaj je zdaj s to misco, Rudi? Kdo je ta gospod, s katerim govorim? To je gospod Hamo. Te zdaj spomnim. Evo, tu neki mislim, da sta tu snemala skup. Dolgo nisva pila Hama, vidim, da sta ga precej, če tako... Dajmo se prepustiti. Mi boste potem. Jaz sem pa umetno inteligenco vprašal, ne? Kdo je Rudi Bučar? Pa dajmo slišati, kaj pravi. Rudi Bučar je slovenski kantavtor, folk rock glasbenik in poustvarjalec istrske glasbene kulturne dediščine. Prvi del mislim, da je kar ujel. Štima. Greva dalje. Leta 2007 je Slovenijo uspešno zastopal na pesmi Eurovizije in Slovenijo ponesel v finale. No, tukaj pa umetna inteligenca ni dosti falila, sem pa tudi moje sodelavce vprašal, ali si po njihovem že bil na Euroviziji, pa dajmo slišati. Ne, ni bil. Ne. Ne znam, ne vem. Ne. Mislim, da ne. Jaz mislim, da ja, kot back vokalist. Ampak ti si v resnici bil na Euroviziji, je tako? Se mi zdi, da ja. 2007 kot back vokalist, kot pravi naša šefica, back vokalist Alenke Gota. In takrat je Slovenija prvič šla v finale, prvič v zgodovini, zdaj vemo, kdo je krivec, ne? Že prvič je šla. Prvič, nikoli prej ne pol. Ti si mogel priti kje, pokazati, kako se tu dela in smo šli v finale. Vidiš, ne vem, kako. Žihar bi bil še kdaj, ne? Ampak, dajmo preveriti še zadnjo trditev umetne inteligence. Od leta 2011 je poročen s pevko Aljo, s katero imata 2 otroka, Lucijo in Aljo.
Poročen z pevko Aljo. Mislim, to dobro skrivata, no, ta zakon. Vajna otroka pa, če si slišal, Lucija in Hans. Ja, Hans v bistvu sem jaz pravzaprav dal ime ti si dal otroku Hans. Ker je pač ona dala ime hčerki kot Lucija. prvi. Ja, Lucija. No, sem preveril tudi pri Alji. Alja, ne smo vedeli, da z Rudijem uspešno skriva sta to romanco in poroko. A? Ej, to pa je, v bistvu si mi naredil nasmejan dan. No. Vidiš, kaj vse skrivamo znani. Ja. Ne vem, če je njegova draga kaj dost zadovoljna s tole izjavo umetne inteligence, no, ampak lej. A draga posluša zdaj? Boljš, da ne? Ne po moji službi, čeprav ni mus, da ne posluša, ne? Ja. Zdaj tako upam, da ima sestank. Ja, ima sestank. Tokrat ima zate vprašanja 7-letni Jakob, pa dajmo slišati, kaj te sprašuje. Kaj pomeni kantautor, a izdeluješ kante? Ja. Kantautor pomeni, da si v bistvu še vedno podjetnik, zasebni podjetnik, ker imaš pa tudi avtorstvo napisano. Ni to v bistvu v smislu industrije, ki dela to, bom rekel, serijsko, ampak je to, bom rekel, še zmeraj z obrtjo povezano. Tako, odlično. Evo, gremo naprej. A je res, da dobiš več punc, če igraš kitaro? Je kaj več punc? Ja, ne samo punc. Vsega je. Vsega je. No, evo. Ja. Vse gre v pašteto. V delu. Pa poglejmo proti nebu današnji VIP voditelj Rudi Bučar. Vreme, tempo. Popoldan bodo oblake prišli z zahoda, bo deževalo, bo daž. Še malo, eno bomo počakali do lepšega vremena, ki naj traja. Sam znal jaz, da bi bilo treba jemati ombrelo pri sebe. Kambjale so čase, ko je bilo vreme podobno letnime čase. Temperature gradi Vajdušna 9, Votelca 2, Vrtejba 8, Šembet 10, Jizla 10. Prometa nimamo, ne? Halo, Sandi? Kaj si že povedal? Zbedi se. Si že povedal? Ja. Kaj je zdaj promet, si rekel? Ne, promet, Dajmo bomo preveriti. spustili. Prometni servis Radia Robin, 080 22 55. Kaj je na naših cestah? Kažin. Kažin je? Kažin. Reči, da ne nič trenutno, srečno ni pot. Kažina. Ne Kažina, zdaj ga pa ne, srečno pot, ja. Rudi, zdaj pa me zanima, dobili smo en klic, kaj misliš, kdo je ta oseba? Živijo, Rudi, se vidimo hmalo. Te imam rad, evo, da bomo rekli. To pa res ste mi dali prav prelahko zelo vprašanje. Težko, meni je to zelo težko, ne vem, kdo je to. Zelo lahko vprašanje to. To je moj brother, Gaber Radojevič. Tvoj brat? Ja. Sam zakaj on Radojevič, ti si pa Bučar? Ne, soul brother. Tako. Ne povem, da je tvoj odgovor pravilen. Tole je Gaber Radojevič. Skupaj sta naredila tudi to prvo glasbeno skupino, ko smo prej slišali tisto Krčani in Rjevenje. Tisto, kar je on ružo, je pa njegova kitara. Tako, no. Evo, kateri bi na žurki prej plesal po mizah, Gaber? Jaz. Ok, ti? Jaz. Ti pa ti? Kaj zdaj, ko začnemo zmeniti? Gresta oba gor na mizo in sta ta glavna na žurki. Ekipej. Ja, tako, evo. Kateri je boljši avtor glasbe? Rudi, dej ti. Jaz. Ti? Ok, Gaber? On. Torej, Rudi, ok. Evo, in kateri se večkrat dlje zadrži na žurki? Torej, kateri je večji žurer, Gaber, mogoče ti? Odvisno od obdobja. Je para rekordov v obdobjah, bi rekli. Ima sta rekorde. Kakšni so ti rekordi? Rudi? V bistvu je Gaber, bom rekel, če govorimo, da on recimo zdaj na žurkah ni ravno rekorder, bom rekel, v zadnjih letih, je v skupnem še zmeraj rekorder. Je on rekorder. Ja. Evo. Ti praviš, da sem jaz VIP voditelj. Ja. Jaz zdaj nisem vodil še prav nič. Vrijeme si povedal za dosti. Dobro. Je čisto dovolj. Dobro. In najavil sem promet. Tako, najavil si promet, da je Kažinka ga ne in tako. Dobro. Si zavajal ljudi. Dobro, zakaj bi ti dal še malo besede? Ja, to je res. In tle mi neki... To je res, ja. Tako. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.